Pozdravljeni v 90. oddaji podcasta BIM Pogovori. Z vami sva Robert in Matjaž. Pozdravljen, Robi. Zdravo, Matjaž. Robi, danes mi je veliko veselje, da lahko pozdravlja gosta, arhitekta Davida Lozeja. Pozdravljen, David. Zdravo. No, David je taka starost arhike, da se mi zdi, ampak mislim, da je najbolj, da dava kar njemu priložnost, da pove malo sebi in kako je v bistvu prišlo do današnjega njegovega dela. Pozdravljeni vsi skupaj. Jaz sem arhitekt, veljam tako v nekih krogih arhikeda za najstarejšega oziroma prvega uporabnika arhikeda na tem področju Jugoslavije. V ta namen sem imel že kar nekaj predavanj na področju te Jugoslavije, se pravi v Vojvodini, v Zagrebu, tudi zdaj junija meseca imam eno tako predavanje čisto o zgodovini arhikeda in tako naprej. No, drugače poučujem arhiket, se pravi tečaje izvajam za Pilon, firmo, ki je zastopnik za arhiket. Na arhikedu sem že 30 let. Letos bom imel 30 let dela z arhikedom. Imam tudi nekaj direktnih povezav z arhikedom, 4.5 in 4.5.5 verzija, ovitki te verzije, v bistvu polovico renderjev, primerov, ki je na teh ovitkih, je mojih, piše Biro 71, Slovenija, gor na njih. Delal sem v Biro 71, ki je bil svoj čas, verjetno, če gledamo samo arhitekturo, en največjih birojev v Sloveniji. Tam sem bil enih 20 let. Zdaj se pa ukvarjam predvsem z izdelavo knjižnic v arhikedu. Seveda najdu sem tudi neko skupino, ki mi za mene lahko naredi knjižnice v Revitu. Na internetu boste našli na moji spletni strani ali pa na teh glavnih spletnih straneh, ki se BIM Object in BIM Components, boste našli moje objekte, kot so okna, zem, soro, trimove, fasadne elemente in tako naprej. No, to bi bila na kratko moja predstavitev. Jaz moram priznati, da sem za vas, za tebe, to smo se prej zmenili, da sem za tebe slišal v povezavi z temi GDL objekti pa arhikedom že kar pred nekaj leti. Mislim, da so oba z Matevžem takrat slišala od Trima, ki je bila narejena ta knjižnica teh njihovih fasadnih panelov. Ampak mene nekaj nazaj zanima. Kako si sploh prišel v stik z arhikedom? Ker mislim, da si prišel v stik še takrat, ko je bila Jugoslavija še dokaj zaprta, pa mislim, da je arhiked že na začetku delal sam na macOS-u, kar je bila itak redkost, pri nas pa so to bolj oblikovalci uporabljali. Oziroma, kako si sploh izvedel za ta program, kako si prišel do njega? No? To je neka zgodba. Jaz sem tam po tretjem letniku študija, tako da v bistvu jaz sem prekinil in kar dolgo časa je trajalo, da sem prišel do diplome arhitekta. Ne? Dejansko, ker sem se pač že po tretjem letniku faksa začel nekaj praktično projektirati. No? In najprej sem bil v nekem biroju, ki smo delali projekte za Rusijo. Takrat smo projektirali nek projekt za, v bistvu notranjo opremo smo delali v Rusiji, tam pri Moskvi, za laboratorij za genetski inženiring. Takrat smo profesorja Vrabarja iz biotehnične fakultete peljali s sabo v Rusijo in nam je rekel, da to je enih 7-8 največji tak laboratorij, take vrste v svetu. No in tam sem se jaz srečal z večjimi arhitekti, ljudmi. Eden od teh je bil Bojan Gabrielčič, drugi je bil Leon Beton in pa Brane Smole. No in tam potem, po tej zgodbi tega projektiranja, smo se nekako razšli oziroma ločili. Jaz in Bojan Gabrielčič sva šla na Mikrohit in tam ustanovila eno skupino, iz tega se je razvila potem Arkadija, kateri so potem tudi, no in tam smo razvijali neke orodja na AutoCAD-u, tako da tam sem se srečal z Gabrielčičem in začel z AutoCAD-om na verziji 2.6. In 2 leti in pol delal na AutoCAD-u, potem midva sva celo razvila v 9, spomnim se v AutoCAD 9, ta je znal prikazovati samo aksonometrijo.
pa sva ga mi dva sprogramirala. Jaz sem teoretično vodil, ker sem bil takrat frišen v teoriji, perspektive in vsega tega, sem mu teoretsko razdelal zadevo, Gabrielčič je pa to sprogramiral tako pač, da smo aksonometrijo spačili v perspektivo, da mi je AutoCAD 9 znal prikazovati perspektivni pogled. Ne. No, tako da že tam smo se malo tako s programiranjem v Autolispu in s tem ukvarjali. Potem pa po tem obdobju me je pa Brane Smolej, ki je pa z Leonom Betonom šel v drugo smer in se povezal z Matjažem Likebom in oni so ustanovili podjetje Jabolko, ki je postal zastopnik za Apple računalnike in pa tudi postal zastopnik za Archicad. Prvi Archicad, ki so ga prodali Biroj 71 in tam je ene pol leta je ta program stal in potem niso vedeli, kaj bi z njim počeli prav in Brane Smolej je prišel do mene in rekel, ti si v tem CAD-u in tako naprej, a bi bil ti pripravljen to prevzeti, pač tam pognati vso zadevo, iti na Biroj 71 in tako sem jaz prišel na Biroj 71, začel v enem tednu sem se naučil iz knjig Archicada in začel potem po enem tednu konkretne projekte izvajati na Biroj 71. Takrat so imeli še oni nekaj črnih kopij AutoCada, na katerih so delali. Praktično v pol leta smo zamenjali in kompletno prešli na Archicad. In takrat Biroj 71 potem je nabavil, mislim, da 8 licenc Archicada. In od takrat naprej pač sem bil jaz tam in Systems in seveda, takrat je bil Archicad samo na Apple'ih, na Mac operacijskem sistemu in to vzrokuje pač, da sem jaz še vedno danes na Apple'ih, ne kakšna snobovska nagnjenja. No, če še to povem, kako sem prišel do programiranja v Archicadu, je pa zadeva taka, takrat jaz sem začel Archicad na 3.3 verziji, to je bilo leta 1989, kot sem rekel, letos bo 30 let. In takrat edina možnost, da si izdelal v Archicadu 3D objekt, kot pohištvo, kot notranje ali pa okno, vrata, za 3D komponento je bilo potrebno sprogramirati v GDL-u. Ni bilo druge opcije. Archicad, verjetno kot veste, ima recimo objekte razdeljene na dve komponenti, se pravi 2D komponenta, ki si prikazuje recimo v tlorisih, in pa 3D komponenta. In zato je za vsako od teh dveh komponent je posebna skripta, pač, v kateri se to dela. In takrat v začetku je bilo možnost 2D sliko ne še sprogramirati, si jo preprosto izrisal, se pravi tlorisni simbol nekega stola, medtem ko za 3D komponento si pa moral pač sprogramirati v GDL-u. In tako sem jaz začel, oziroma takrat prvi projekt, ki sem ga delal na Biroj 71, so bili površinski načrti z bolnico v Zagrebu in seveda pač je bilo treba izdelati celotno, če smo hoteli direktno poglede na vse stene, od vsakega prostora, to so površinski načrti, namreč, če smo hoteli to narediti, je bilo treba pač zmodelirati vso medicinsko opremo, ki smo jo rabili v teh bolnicah, v teh projektih, in to je bil moj prvi projekt. No, in tako pač od takrat poznam ta GDL. Tole je čisto fascinantna zgodba. Zdaj, ko si tele letnice omenil, sem se izraz zamislil, zaradi tega 89. leta, ko si začel ti na Archicadu, sem šel na faks glih. Pa tudi v bistvu zdaj si mi zbudil spomine spet v bistvu s programiranjem v AutoCadu. To sem že parkrat rekel, najbrž, da moja zgodba z AutoCadom se je tam okoli 13. verzije končala, ker je bilo treba v ARX-u. Smo nekaj programirali, ne? Začel si pa na kateri verziji? Se ne spomnim niti v bistvu. Ampak ne prav nazaj, po moje glih kakšna 9, ki je ta zdaj. Skratka, to je bilo še čist na DOS-u je bilo. Ja, jaz se spomnim, ker začel sem jaz na 2.6, potem je prišla 9 verzija, potem pa 10 verzija, no
Na tej 10 sem jaz prekinil z AutoCAD-om in šel na ArchiCAD in ta 10 je pa že omogočila perspektivo. Tako je to se spomnim. Seveda je bilo pa to vse na DOS-u. Ja. No, vse meni je kar malo nerodno povedati. Jaz sem začel pa z AutoCAD-om 14 in ko si ti začel z ArchiCAD-om, sem glih dobro začel z osnovno šolo, tako da bom kar tih tukaj. Ne, ampak v bistvu me pa nekaj drugega čistko, zdaj rekel si 30 let je od tvojega začetka z ArchiCAD-om. To imam dober orientir, moj sin se je takrat rodil, tako da gledam po njemu, pač in sam preverim, koliko je on star, toliko časa sem jaz na ArchiCAD-u. Dobro. Ampak vse, zdaj, ko si dejansko spremljal ta razvoj ArchiCAD-a od res praktično čistih začetkov, pa zdaj do najnovejših verzij, koliko nekih povezav je, ali je dejansko to čist nov program, ker za AutoCAD bi skoraj rekel, da se je popolnoma spremenil. Ampak ArchiCAD pa vsem v osnovi je bil že nekako 3D pa objektno zasnovan. A se pozna, v bistvu se lahko prepozna neke te osnove ArchiCAD-a že iz tistih časov? Čist. Dejansko jaz na osnove, zadnjič na enem tečaju sem razlagal, kako lansko leto sem bil v Graphisoftu in tam v avli teh njihove glavne stavbe je bil včasih, zdaj pa enih 5 let ga že nimajo več. No, v bistvu tisti Mac, ta prvi, iz 84 leta, in tam gor je še vedno delala ArchiCAD 1, prva verzija. In dejansko tisto mi je škoda, ker so umaknili, ker tisto bi bilo pametno videti, ker tam vidiš, da je zgradba ArchiCAD-a, se pravi interfejsa, z orodji na levi strani in tako naprej, da to je praktično že takrat bilo zasnovano, tako kot je danes izgled ArchiCAD-a. Moramo vedeti, da je takrat recimo neki drugi AutoCAD in to je bilo še vedno orodna vrstica, v kateri si pisal, in da je v bistvu ta izgled, v bistvu določene stvari so bile takrat že zastavljene v ArchiCAD-u, tako kot so danes. No, ampak mene še najbolj to preseneča v bistvu, da ta GDL dejansko izvira iz tistih časov. Ja, no, sploh v današnjem kontekstu, pač, če gledaš, pač, da določeni konkurenčni programi sploh še nimajo tega, in da ne omogočajo nekih sofisticiranih, inteligentnih objektov narediti. Ampak mislim, da to je bolj bil problem, da takrat morda se ni dalo določenih stvari narediti in potem so oni to spravili, da si pač moral sprogramirati. Ja, kar se pa zdaj kaže kot idealna rešitev skoraj, ne? Tako, ja, ker to je zame fantastično orodje za kreirati inteligentne objekte. Jaz sem že parkrat rekel, da v ArchiCAD-u praktično lahko naredim parametrično hišo s tem. Ja, ampak je verjetno potem vprašanje, če se splača, sploh hiša ena taka stvar. No, absolutno, tudi koliko časa bi to rabil, za to, ker lahko pol malo še omenimo, koliko časa sem jaz delal, recimo okna za MSORO ali pa trimove fasadne elemente in tako naprej. Seveda, to je ogromno dela, ampak je pa orodje ta pravi način je, za pride do nekih inteligentnih objektov. To pa definitivno. Jaz bi imel mogoče eno vprašanje prej, v tistih knjižnicah se bomo tako še pogovarjali, ampak mene tako zanima, iz perspektive nekoga, ki je 30 let vključen v en tak program, ki ga res pozna do obisti. Kakšno je tvoje mnenje zdaj o tej fami okrog BIM-a? Tukaj, jaz bi rekel, da sem BIM delal že pred 30 leti. Sploh, kar se tiče modela, pač to, ali je BIM proces, ali je BIM model. Tako da tudi tole, kar smo delali v Biro 71, potem pred, kot sem rekel, 25-20 leti, to je zame bil BIM že, mislim, z današnjimi očmi, če gledamo na to. Mi smo imeli tam v celoti, predvsem glavni naši projekti so bili notranja oprema za bolnice. Tukaj smo briljirali, se mi zdi,
marsikateri natečaj dobili tudi na račun tega, ker preprosto zdravniki niso pustili, da bi prevladala recimo neka oblikovna arhitekturna komponenta pri neki bolnici, ampak je bilo pomembnejše pač, kako obvladaš tehnologijo, ne? In tukaj mi smo jo. In seveda, ampak to se je odražalo tudi, kako imamo povezavo, kako imamo organizirano projektiranje. In mi smo imeli že v tistem času Arhiket, kompletno smo vlekli izvlečke iz njega ven. Jaz se spomnim, mislim, da v Arhikedu 5 pride ta možnost, da orodje za opisovanje prostorov, cona se imenuje, ne? No, pred tem si imel pa možnost samo izrisati šrafuro po tem prostoru in ta šrafura ti je lahko izpisala kvadraturo, ne? In seveda, ker sem bil vešč GDL-a, sem sprogramiral objekt, v katerega si to kvadraturo upisal, noter zraven dal dodaten opis, ampak seveda tole je bilo povezano z nekimi kalkulacijami, da si lahko dobil izpis po prostorih, ne? In to je bilo vedno, mi smo imeli že takrat bazo podatkov z opremo, to je bilo narejeno v Omnisu. Omnis je bila neka taka baza, ki je delila na Macu, ne, takrat. In vse te navezave, vse to smo že imeli, mi smo imeli, se pravi, grafični del, ki se je izvajal v Arhikedu, tlorisi, ne, model, to je bilo povezano preko izpisov, smo izpise vnašali, mislim, avtomatično preko nekega tekstualnega formata, vnašali v Omnis bazo, tam se je avtomatsko polinkalo to z določenimi rekordi, zato smo mi dobili, da smo lahko manipulirali z temi izpisi. Mi smo imeli za vsak medicinski aparat, ne, morate vedeti, da tam so cene nekega rentgen aparata, to je lahko milijone, ne, ali pa cele operacijske sobe. In vse to smo imeli mi v 3-5 variantah, cenovnih in po proizvajalcih, tako da smo potem lahko manipulirali s tem v tem postopku projektiranja, ne. To, če danes pogledate, pač to je BIM. No, jaz več stvari, ko slišim, bolj sem impresioniran, ampak zdaj se opravičujem naprej, povedal sem, da sem precej mlajši. Kaj se pa zgodil s tem birojem 71? Tako, v bistvu, to je pač še iz socializma, ne, se pravi neka firma, bila družbena firma, takrat ustanovljena 71. leta, kar nekaj takih odmevnih natečajev in projektov so oni dobili, sicer danes tudi marsikateren že propada, naprimer v Skopju, tisto gledališče, ne. Če pa pogledam po arhitekturni plati, je to popolnoma oblikovno primerljivo z neko opero v Oslu, ki je danes nek tako fancy, znan objekt, ne. No, oni so takrat par odmevnih projektov po Jugoslaviji, po tujini, recimo v Mongoliji so projektirali, v Rusiji in tako naprej. Potem je prišla ta preobrazba sistema, ne, in tukaj so se privatizirali, tukaj mislim, da pač je bil pol problem tudi, da ena prednost, da arhitekti so ostali na vodstvenih, se pravi v vodstvu in vodili ta biro. Po strani, mislim, stališča pomembnosti arhitekture ali pa oblikovanja v takem biroju je bilo to dobro, verjetno z poslovnega stališča pa ne toliko, ne. In potem neke krize, te oscilacije in tako naprej, za ruski trg delati je problematično, tam vam lahko tam preprosto pač so se zmislili, pač, da tega pač ne bodo delali po 2 letih vašega projektiranja, ne. In vi ste lahko izpadli pač brez plačila in tako naprej. Tako da potem je enostavno propadel oziroma prenehal obstajati. Kaj se je potem s tem znanjem naredilo? Ali se je to potem prelilo v kakšno drugo podjetje, ali je to vse šlo z propadom podjetja, ker to se mi zdi pa res škoda že potem, kar sem slišal. Ta zaton se je kar nekaj časa dogajal, tudi jaz sem že odšel pred koncem samega biroja, ampak tako da pač razkropili smo se, ne, pač in nekateri so še tudi v Arhikedu in vsem tem, drugi pa tudi ne, pa tudi so zamenjali, tako da seveda je absolutno velika škoda, ja. Ja, to vidiš, koliko kakšna škoda se je gradbeništvo
gradbeni industriji v Sloveniji naredila, ne samo s tisto krizo 2008, ampak že prej tudi, ne? Skozi takšne stvari, kot si rekel, v bistvu ste bili najbrž eni izmed redkih, ki so imeli takšno povezavo ArchiCAD plus neka baza dejanska, in da je to šlo v bistvu, o tem se zdaj govori skozi knjižnice in ne vem, to spet nazaj delamo, ne? Ja, jaz imam to zgodbo, ne, o tem, kar sem tudi tam vam omenil, o tem biroju iz Filadelfije, ne. Dejansko na enem projektu za eno rusko bolnico, ki je sicer to je bil tudi en tak primer, da je potem, ko smo imeli vse sprojektirano, je zadeva propadla in ne vem, če je bilo dobil kaj plačano od tega, ampak financeri te bolnice so bili ameriške banke in zaradi tega je inštalacije je projektiralo neko podjetje iz Filadelfije, se pravi ta strojni pa elektrodel projekta. In oni, ko so videli našo organiziranost, so rekli, mi hočemo tudi to imeti. Mi hočemo se vam prilagoditi, da bomo popolnoma kompatibilni z vami. No, spet, to je neka zgodba BIM-a, ne? In takrat mi smo imeli svojo bazo v Omnisu, kot sem rekel, takrat se je že pokazalo, je postal ta program kot D-Base, ne, program predrag za neko tako, mi smo ostali na nekih prvotnih verzijah, drugače je to postal neka baza, ki so uporabljale banke in tako naprej, tako da v bistvu niti nismo mogli tega prodati na ta način in sem jaz organiziral skupino tukaj v Sloveniji, ki je na Foxbase-u razvila isto, kar smo imeli mi v Omnisu in smo njim prodali v bistvu to povezavo, se pravi grafičnega dela z tem in da bodo pač to, kar mi zajemamo iz ArchiCAD-a in prenesemo v Omnis, ne, da je ta komunikacija delala tudi s to Foxbase bazo in to smo njim prodali. Tako da po tej plati sem šel jaz tudi z enim kolegom v Filadelfijo, da smo en teden sva bila tam, da smo jih naučili, ne, rokovanja s to bazo in se pravi, ne, zaključek zgodba je, mi smo tudi software ali pa programske rešitve delali za Američane lahko, ne. Ampak tako, kot si omenil, ne, to je dejansko zgodba, ki jo nekako BIM želi živeti danes, ampak v bistvu se mi zdi, da je zadeva z enim manjšim twistom, ne, v bistvu nobene take standardizacije v zadnji, ampak dejansko čist zelo inženirski pristop, vi ste nekaj imeli, oni so hoteli imeti, vi ste jim to dali v bistvu v neki obliki, zdaj pa nobenega koncerna zraven v bistvu nekih, ne vem, toliko in toliko firm, ki se bojo najprej 10 let pogovarjali, v kakšni obliki bi to zapisali, ne? Ja, tukaj zdaj standardizacija... No, sej to ne govori proti standardizaciji, to samo pač... Ne, je pa triki zadeva, ne, to, mislim, jaz po eni strani, kot vemo, da je potrebna v takem procesu, je pa tudi problem, da preveč standardiziramo, preveč ukalupimo vso zadevo. Za moje pojme, Angleži grejo preveč to sistematizacijo v te kobi, šifre in vse tole. Tako da to se bojim pač, da bo povzročilo pa tudi veliko nepotrebnega dela, ne, v sami fazi projektiranja, ne. Pa mislim, da je to že tako realnost. Ja, ampak tukaj je tudi nek strah, ne, da se pač to zapelje v tako smer. Ja, ampak to se mi zdi, da je direktno pač posledica vpliva strojništva, ki je itak v bistvu bil povod za to, da se je začela neka taka, kar rečemo, bimifikacija gradbeništva. Tam je pa pač, tam, če imaš nek proces, ga lahko razdelaš čist na prafaktorje in tam moraš imeti vse določene. V gradbeništvu pa ne vem, meni se zdi, da je ta neka zdrava mera vsega skupaj naprej določenosti, pa pravil, pa standardov bi tudi morala biti, no. No, v gradbeništvu absolutno problem je tukaj vključiti arhitekturo, ki rečemo, da ima neke komponente kreativnosti pa vsega tega, ne. In tam hočemo biti čim manj ukalupljeni, ne. Ampak jaz mislim, da tehnologija danes bi omogočila ravno to, ne, da lahko vi sistematizacijo in to preprosto pač
spravite v programe in seveda, ampak tam je treba biti pa zelo previden, da tam, kjer ni potrebno, ne, da ne postavljate nekih fiksnih, togih ogrodij, ne, ki pa preprečujo, ki pa lahko povzročijo probleme v kreaciji. Ne. To je problem tega. Ja, ampak se mi zdi, da mogoče včasih manjka en tak zdrav pogled na to, dokler je standardizacija pomembna, dokler lahko pomaga, kje je pa potem že enostavno preveč, ker to res tam, ko pa že šifre predpisujejo, tiste pa že tako. Tega se jaz bojim, recimo, da bi mi zdaj v neki fazi, ker mi v Sloveniji smo pa tako, ene stvari bomo prevzeli, ne, kar in je tukaj, sploh če ne bomo pripravljeni, ne, na to. In tukaj je pač bojazen, da bi lahko kakšne slabe modele prevzeli, ne, v neki naglici, ki se bo pojavila pač. To je moj strah, ne, še vedno. Mislim, bom tako rekel, ne, zdaj nisem toliko vključen v vse te standardizacije, v bistvu tudi tukaj v Sloveniji, ampak delim ta strah s tabo, ne. Ob tem bi pa v bistvu rekel, ne, da ne boš ravno ti in podobni ste poklicani, da v bistvu to srenja, v bistvu recimo mlajših malo merite, ne, rečete, sorry, ne, treba tole narediti s pametjo, ne. Ja, to. No, en primer, zadnjič, ko sem bil v Graphisoftu na enem takim tečaju dokumentacije, kako urejati dokumentacijo, ne, oziroma kako urejati template, se pravi neki izhodiščni dokument v Archicadu, ne. In to nam je predstavil eden, ki dela template v Angliji, ne. In seveda, jaz sem se kar zgrozil, no, tam, ker oni predpisujo, kako imenovati layerje in tam dobite layerje z neko blazno tam šifro pred njimi in tako naprej, kar se mi zdi meni popolnoma nepotrebno, ne? In se tudi on je priznaval, ampak pravi pač v Britaniji pač to predpisujejo, ne? In ker jaz povezujem to z mojim primerom, recimo jaz sem upleten pač v to, vsako leto na Pylonu tam izdamo, ko pride nova verzija ven, izdamo tudi slovensko predlogo, ne? Template, ki naj bi pač pomagal uporabnikom Archicada. Tam noter je vse poslovenjeno, tisto, kar je v standardnem angleškem templateu, materiali in tako naprej. In seveda, veliko pač sem jaz tam prispeval glede tega imenovanja layerjev in tako naprej. In seveda tam moj koncept je postavi recimo primer imenovanja layerja, jaz postavim nek fiksni del layerja, ki, ne vem, A kot arhitekturni layer, cons kot nek konstrukcija, ne. Od tam naprej pa pustim, ne, da lahko, se pravi, da uporabnik se drži tega ali pa ne, se pravi, tam naprej je njegov komentar v imenovanju tega layerja. Se pravi, rabiš fiksni del, pa rabiš variabilni del, s katerim nekaj pojasnjuješ še, ko ga ustvariš. In to moje pravilo lahko prenese, da lahko vsak ustvarja layerje, kakor pač hoče. Se pravi, sam enega pravila, tistega fiksnega dela se mora držati. To je pa tudi vse, ne. Tako da vedno v takih pripravah, vedno moje glavno vodilo je, da tam, kjer lahko pustiš, ne, fleksibilno zadevo jo pusti, ne jo vkalupiti in preveč zafiksirati. A bi mogoče, Matej, šli še malo na knjižnice? Ja, zdaj ravno sem hotel reči, da ali bomo naredili to 2-urno vdajo iz tega, ali bomo pa v bistvu zdaj končno šli na tisto srednji del. Ampak v bistvu tole skoraj meni še bolj zanimiv, kot same BIM knjižnice, ne. Ampak pogovarjali pa smo se, da bomo kakšno zadevo rekli tudi na to, ne. Sicer smo nekaj že začeli, ampak recimo, da je ta BIM pač izdelava nekih BIM knjižnic, pa že prej si omenil in Trimo in MSORO in najbrž je takšnih izdelovalcev raznih izdelkov v Sloveniji še mnogo več. Izdelovalcev, mislim pač proizvajalcev nekih produktov takšnih, ne. Zato je najbrž slej ko prej bojo vsi čutili to potrebo, da bojo neko BIM knjižnico za svoje izdelke imeli.
Tako da mogoče začneva recimo o tem, pa bomo pol skozi to prišli tudi na samo izdelavo, kako to sploh izgleda. To je bolj na tvojem delu, ampak recimo, če ena firma pride z idejo, na kaj mora biti sploh pozorna, v bistvu, kako se tega sploh lotati za svoje produkte, kaj potrebuje, vse načrte, ali hoče to v bistvu imeti BIM knjižnico, ki bo potem integrirana nazaj v samo proizvodno, kaj to potegne za sabo, recimo enih par takšnih smernic za takšne proizvajalce. Če bi povedal najprej, kako je to začelo, se z prvo knjižnico, ki sem jaz naredil, je bila Trimova, se pravi Trimov fasadni sistem Cubis One. Zadeva je bila tako, da je pač eden posredno je mene poznal, ki to zna delati in tako nekako navezal Trimo name, da so prišli v stik z mano in takrat smo jim mi predstavili, kakšne možnosti imajo v kreaciji te knjižnice in potem pač smo se dogovorili pač za to, da smo to izvedli. Zdaj, do posameznih, seveda, knjižnice so zanimive za vse, ki karkoli počnejo v gradbeništvu, ki imajo nek izdelek v gradbeništvu. In tukaj sem že do marsikoga prišel v stik, no, in kako jaz nastopim, pač jaz jih vprašam, a jim je to kaj interesantno, pač da jim plasiram nek njihov objekt v program za arhitekturo, ki bo dostopen vsem arhitektom po celem svetu. Ne? In to, ker jih hočem na tej komercialni komponenti dobiti. Ker to je vsem razumljivo in vsem sprejemljivo in tako da jim ne razlagam globje o BIM-u in o vseh teh povezavah. Ne? Zbravi, moj prvi pristop je to, ja, da jim lahko pač ugradim, ker dejansko jaz sem začel s temi knjižnicami v verziji 16 Arhikeda. Zakaj? Ker takrat je Arhiked odprl to stran BIM Components, ki je integrirana v sam program. In če tam plasiramo gor objekte, in to jih praktično lahko vsak, so dostopni vsem uporabnikom Arhikeda po celem svetu. No, še to, ko sem začel z Cubis One v Trimu, potem to se je izkazalo v Arhikedu, da je bilo neko prvo orodje tako narejeno, oziroma prva knjižnica narejena, ki je delovala v orodju Curtain Wall, ne, te obešene fasade. In tukaj smo bili povabljeni tudi strani Graphisofta, da gremo to knjižnico predstaviti na Japonsko. Neka dobra referenca za me. No. Kako dolgo je potem trajal ta priprava, oziroma ko si se pogovarjali za to prvo knjižnico na Trimu? Kako dolgo je pa trajala izvedba? Ker mislim, da je kar nekaj časa trajalo, kot se spomnim, pa ne vem, pa je to zato, ker se potem čaka še na Revit knjižnico, ali je 100 bilo, ne vem, nekaj imam v glavi, da je kar nekaj časa trajalo. Ne, sama odločitev, ker očitno je pač že trg, predvsem oni so vpleteni, največ prodajo v Anglijo, pa v Rusijo. Ta dva trga sta, mislim, da je njihova največja. In v Angliji pač ta BIM, rečemo, da so precej naprej, ne, od nas, in tam so se že začele pojavljati zahteve, a imate neka orodja, ne, za to. To jih je nekako prisililo v to, da so šli pač v izdelavo te knjižnice. Ko smo mi predstavili to, seveda že takrat pri predstavitvi tega smo jim povedali, da je verjetno, oziroma sploh, če v Angliji nastopajo, bodo morali oni podpirati poleg Arhikeda tudi Revit, ne, vsaj, in tako da oni so šli že potem takoj usporedno v izdelavo obeh knjižnic. Ne. Jaz sem delal sam za Arhiked, neka druga skupina, mislim, da na CGS-u so delali to knjižnico za Revit. Mislim, ko je bila odločitev dana in njim predstavljene vse možnosti, so šli. Potem je pa trajalo izdelava te knjižnice, po mojem, kakšno leto, no, se je zdelo to. Pa s to knjižnico imam še eno vprašanje, ker takrat na začetku vem, da so predstavniki Trima bili zelo zainteresirani, da bi se v bistvu izpisi iz te knjižnice povezali direktno v njihov sistem za izdelavo teh panelov.
Pa vem, da takrat je bilo še tako na začetku, da so se stvari prerisovale v njihovo interno orodje, ki so ga zgradili že prej. A se potem na tem kaj premaknili ali je ostalo na tem, da pač ni to direktne povezave potem naprej v sisteme? Tisti je tako, da jaz že v Archicadu jim zagotovim celoten izpis, celotno kosovnico vsega tega, kar je s to knjižnico kreirano v Archicad dokumentu. Ne. Ta izpis je lahko v Excel formatu, lahko je v tekstualnem formatu, se ga lahko izvozi iz Archicada ven in tako je bilo mišljeno, da bi ta izpis potem povezali z njihovo bazo in potem pač to mi olajša razne izpise in kreiranje raznih izhodov iz tega. Mislim, da oni še vedno tega niso povezali tako, da imajo sam ta izpis potem v Excel formatu. Vedno pa potem, ko je bilo ta knjižnica narejena in potem tudi par odmevnih uspehov, ko so imeli oni tam z njihovimi projekti v Ameriki, ne, od takrat se vedno pogovarjamo z njimi o tem, da bi tudi proizvodni proces nekako povezali s tem. Jaz sem jim že pripravil par demonstracij okrog tega, ampak zaenkrat smo sam takole v tipanju in v idejah. No. Seveda sem jim pa že jaz predstavil to možnost, dejansko jaz imam vizijo, kako dejansko Archicad prav v tem smislu je perfektno orodje, da praktično gre iz Archicada lahko direktno na CNC razrez, recimo, če bi bil, ali pa na proizvodno linijo. Ne? No, ta del je v bistvu, se mi zdi, da tako stališča proizvajalcev tisk, ki bi jih mogoče na koncu še najbolj zanimal. Vsaj jaz bi imel tak občutek, no, ampak očitno rabaš neko še dodatno motivacijo v bistvu in ta morda ročni del prenašanja ali pa vnašanja nek novih še enkrat podatkov, ki si jih ven iz Archicada dobil v bistvu ne stane toliko. Ne. Sam še eno vprašanje v bistvu okoli tega, no, v bistvu omenil si recimo 1 leto, a lahko samo en ta proces v bistvu zato, ker ne verjamem, da vsi poslušalci vejo, kako sploh izgleda to, da ti razvijaš neko BIM knjižnico. Ker to ni samo tako, da pač tisti element narišeš v Archicadu. Ne, sploh ga ne narišeš. To je zanimivo. Ne? Zdaj tukaj, če vam malo razložim, kakšne so vse te možnosti z GDL programiranjem v Archicadu, ne? Seveda je to vezano samo na Archicad in tukaj dejansko Revit in taki, ki nimajo možnosti programiranja, so Archicad ima kar velike prednosti pred njimi v tem smislu. Ne? Ker dejansko z GDL praktično jaz lahko, kot sem rekel, parametrično hišo naredim iz tega. V tem z GDL programiranjem lahko se navezujem, ne? Mislim, moji objekti, ne? Lahko čitajo neko okolje, v katero so postavljeni, ne, v projekt, se pravi, lahko čitajo, v kakšnem merilu trenutno prikazujem zadevo, ne, kakšen font, recimo kako imam, kakšen stil kotiranja imam izbran trenutno in tako naprej, in se odzovejo na to, ne, se pravi, da ga tudi oni uporabijo, ne, ali pa da naprimer se odzovijo na merilo, če je merilo 1:200, da se v bistvu njihov izgled poenostavi v 3D, zaradi tega, da je to hitrejše, ne? Ali pa če ko preklopim na 1:20, ne, da se mi, se pravi, bolj detaljno prikažejo. Ne? Preprosto, ker za programiranjem vemo pač, da to pač zapakiram jaz tam v nek if stavek, ne, in se sprašuje, a je merilo tako ali je tako, potem se odzove in aktivira določen del skripte. Ne. Potem druge prednosti samega programiranja so tudi v tem, da jaz lahko sprogramiram nek element, nek objekt v Archicadu, ki bo kontroliral druge objekte oziroma pošiljal njim informacije, kako naj se odzovejo. Recimo tukaj, to je zanimivo za te curtain wall elemente, ker so znotraj enega sistema in če jaz hočem doseči nek konkreten panel na taki obešeni fasadi, moram iti v ta edit mode, ne, način in mu spremeniti nek parameter. Ne. In zdaj tukaj, če bi hotel kakšne te odzivnost teh elementov popraviti, ne,
generalno za cel curtain wall, bi bilo to zamudno in zamudno prepustiti uporabniku, da to dela. Zato mu postavim nek element, ki kontrolira celoten vse objekte, ki so v teh curtain wallih, naprimer, da se prikazujejo enkrat detaljno, drugič ne. In tretja taka ali četrta velika prednost tega je, da vsi Archicadovi objekti imajo lahko grafični vmesnik. Vi praktično iz vsakega objekta naredite videoigrico. Vsi parametri, če si predstavljate, da v nekem drugem programu, ki tega nima, upravljanje s takim objektom, se pravi vse parametre imate v nekim tekstualni tabeli in tam upisujete noter in to je težje prepoznati, medtem ko v Archicadu imate lahko za vsak tak parameter grafično obliko, se pravi to je spravljeno v nek gumb, v neko, ki ima, ne vem, logo gor ali karkoli, ali pa neko sliko, tako da tudi jezikovni problemi so z grafičnim vmesnikom eliminirani, lahko. No in še nadalje lahko Archicad določene parametre, kot so nek kot vrtenja ali pa neka dolžina, ali pa recimo pozicija nekega korita v kuhinjskem pultu. Jaz lahko to vežem, se pravi, koliko bo odmaknjen tole korito od roba, lahko mu dam grafično točko na samem tlorisu, ki jo lahko uporabnik vleče levo-desno in s tem premika pozicijo tega korita, se pravi, to so pa te dinamične točke, se pravi, katerikoli vektorski parameter lahko vi pretvorite v grafično, se pravi, v moving hotspot na samem objektu. Ja, to vidiš, Robi, zakaj moramo imeti midva to video podcaste, zato ker je bilo to jasno super živo videti, ne? To bi bilo super. Ampak to mogoče kdaj drugič. Bi pa v bistvu, zato da, ker po tele moji uri se približujemo že skoraj 1 uro govorimo, pa ne vidim še konca, ker je jasno sam dober znak, da je pogovor zelo zanimiv. Bi vseeno vprašal mogoče par direktnih vprašanj takšnih, ne? Zdaj, za te neke online knjižnice BIM objektov, ne vem, sta recimo, ali ne vem, najbrž je že kakšna več stran, ampak ta BIM objects pa BIM components. Yeah. Kakšna je paralela tukaj v bistvu? Ali je ta BIM objects zdaj nekaj, kar je bolj manj postaja standard in vsi tam objavljajo in je to tisto, kjer naj bi te objekti vsi bili, ali je v bistvu zadeva majčkeno ločena, pa je odvisno od ali to prihaja iz Archicada, ali iz Revita, ali iz Allplana, ali karkoli. BIM object postaja kar nek standard, ja. To so kar dosti dobro zastavili tam, čeprav kaj je tam gor od objektov in kako so narejeni, imam jaz veliko kritike, ampak tudi uporabnost teh objektov, naprimer prav v Archicadu, ampak seveda postaja pa to toliko veliki postajajo, da enostavno nekdo, ki hoče biti prisoten, bo moral tam postaviti objekte. Kar je pa tudi dokaj draga zadeva za te proizvajalce. In je prav za slovenske proizvajalce je to lahko še ovirano. Drugače BIM Components je pa Archicadova spletna stran, ki je bila postavljena v verziji 16. Takrat se mi je meni to zdelo super, da imate direktno iz programa navezavo na to spletno stran, oziroma imate že v Archicadu iskalec po teh elementih. Za vse proizvajalce je zastonj. Je pa drug problem, pa je tukaj, da Graphisoft to stran malo zapostavlja. In ne vem zdaj, če prav ve, kaj z njo početi naprej. To je malo problem tega. Saj ne vem, kaj bi dodal. Imam še jaz par takšnih vprašanj, direktnih. Ena stvar me še zanima, v bistvu pa to ponovadi vedno vprašamo, kakšnega, ki pozna Archicad, pa je blizu Archicada. Archicad je v bistvu koliko zdaj že nekaj let del Nemetschek skupine in vemo, da je v Nemetschek skupini že kar nekaj takšnih BIM modelirnikov.
A je kakorkoli čutiti v bistvu neko težnjo po združevanju tega, ali so te programi dejansko vsebinsko ali pa namensko tako zelo različni, da v bistvu nekih teženj po, ne vem, reči to, od zdaj naprej, pa sam Arhicad tist, ki je BIM modelirnik, ali je, ne vem, kakšne so relacije, to vse ne vem, če poznaš, ampak v bistvu tako čisto občutku. Ne, poznam pač ta vprašanja oziroma te razprave med Arhicad uporabniki oziroma tudi, če pridemo kdaj v stik z uporabniki Allplana, ne, bi rekel tako, da to so neke pobožne želje po nekem združevanju uporabnikov, ampak mislim, stanje je tako, kot če, mislim, dober primer imamo mi tukaj, koliko je pivovarna Laško in pivovarna Union povezane, ne. To je popolnoma isto, ne. Gre pri vseh teh zadevah je šlo za kapitalske povezave, mislim, da je podobno nekaj, tudi v Autodesku, ne, se vidite, koliko je Revit recimo povezan oziroma blizu AutoCAD-u, ne, ali pa koliko je povezan med njima, ni, ne. In tudi tukaj, tudi Nemeček in Arhicad, vsak pelje svojo pot in verjetno firma, ne, pa se noče ne enemu, ne drugemu odpovedati in pusti, dokler gre Arhicadu tako dobro, pač bodo pustili Arhicad, da plove svojo pot, ne, in njih zanima. No, se tudi takrat Nemeček je izjavil, da v bistvu povezovanje, da gre samo za kapitalsko povezovanje in preprosto oni so hoteli vzpostaviti proti utež Autodesku, ne, ker pač je Autodesk, ja, vedno večji. No, se v bistvu je bilo moje vprašanje tudi mogoče bolj v smislu, ali tako kot je, ne vem, BIM Objects, BIM Components, pa v Arhicadu se v GDL programira, v Allplanu se pač neke Python parts da delati, ker je recimo nekaj v tem smislu tudi nekako ki je kakšna takšna nizkonivojska, v bistvu reči, bomo pomečkan bolj v to smer šli, zato da bo vse mečkan bolj kompatibilno na neki osnovni, zelo temeljnem nivoju, medtem ko je pač namembnost po tem programu Arhicada pa Allplana v bistvu lahko precej drugačna. Moja ambicija enkrat je, da bi moji objekti bili recimo preko IFC ali pa da bi se znali pretvarjati tudi v native objekte nekje druge, v drugem programu, ne, ali pa obratno, ne, ampak zaenkrat predvsem se bojim pač, da bi to bi se do neke mere dalo, ne, že, ampak bi s tem si podražil moje izdelovanje knjižnic verjetno za 3-krat, ne bi pa, verjetno pri investitorju pa ne bi bilo to, mislim, teh prednosti po mojem naročnik še ne bi prepoznal, ne. Mogoče sam še eno, Robi, pa ti pa pustim do besede. Če se vrnem nazaj na enega tazga naročnika, v bistvu telih BIM knjižnic, po tvojih izkušnjah, ali je kar v štartu treba razmišljati o Arhicadu in Revitu, pa morda še v čem drugem, ali je to zelo pogojeno z trgom, ki ga recimo nek proizvajalec recimo ima? Ali je treba enostavno ugrizniti v to in reči Arhicad plus Revit, to je v bistvu standard za take BIM knjižnice? Mislim, da je to dejstvo, da ostajata nekako glavna playerja v tem in nekdo, ki hoče resno podpirati svojo knjižnico, projektante, bo moral izdelati za oba te knjižnice. Ja. Ne, jaz sem hotel sam reči, da v bistvu vse skupaj, kar se danes sliši, kar malo impresivno, jaz sem na trenutku ostal kar malo brezbesedno. Jaz si res želim, da bi te knjižnice postale nekaj tak cross-platform pa to, ampak če sem čisto odkrit, malo dvomim, jaz mislim, da tega ne bo nikoli prišel. Že če bomo zagotovili neko osnovno interoperabilnost med programi, pa naj se ti rezultati te knjižnice izvozijo, kakorkoli hočejo, bo že kar en velik napredek. No. Bi pa, ne vem, bom pa še naprej držal pesti, da se bo razvijal naprej, da bo čim več takih knjižnic, pa da bo tudi dostopne na tak ali pa drugačen način, ker zdaj vidimo, da če niso v teh
dostopne prek teh velikih servisov, ki so vgrajeni že v same programe, se običajno ne najdejo, no, ali pa niso tako vidne, kot bi lahko bile, pa jim delamo mogoče gledati tudi kaj krivice. Mogoče predno zaključimo s tem delom, pa da ne bomo res potegnili to le na 1 uro, samo še stališča recimo enega študenta, ki pač recimo zdaj študira, ali arhitekt, gradbenik, neki ve o ArchiCAD-u, morda še celo zna kaj sprogramirati v kakšnem programskem jeziku. Koliko časa v bistvu, če se odloči, recimo, mene pa razvoj nekih takšnih ni zanima, pa bi rad nekaj v tej smeri delal, koliko časa je recimo tisti minimal, kaj dejansko to pomeni, da se naučiš, ne pa da nisi glih suveren še, pa jasno se ne more s tvojimi 30-letnimi izkušnjami primerjati, ampak to, kde lahko rečeš, jaz bi pa to recimo znal narediti. Kaj vse prvič more znati, v bistvu pa koliko časa ne bi to dejansko vložil v to, ne? To bi res težko ocenil, koliko rabi nekdo nekega časa, ampak bolj po mojem je pomembno, da imaš nek interes oziroma da imaš nek konkreten projekt, ki ga moraš narediti, ne? In potem je lažje tudi učenje. Zdaj, jaz imam pripravljene te tečaje GDL-a, dva od teh sem že izvedel, enega v Zagrebu, enega v Sarajevu lansko leto. Letos pripravljam GDL tečaj tukaj v Sloveniji. To imam jaz predvideno 3x po 8 ur. Ne? Zdaj, moj pogled na samo programiranje je pa tudi tak, da kaj je pri meni ključno, če se hočem nekega programskega jezika naučiti. Ne? Jaz največ problemov sem imel, ko sem hotel druge jezike raziskovati, da kako zadevo skompiliraš, kako v bistvu začneš zadevo, kako jo zaključiš, kako jo preveriš, kako jo končaš. Znotraj programiranja, znotraj skripte je pa zadeva taka, tudi tam imam jaz odprta vedno navodila zraven, iz njih kopiram določene ukaze, ne? In if stavek je v vseh programskih jezikih enak ali pa podoben, ne? Tako da samo programiranje znotraj, ne, ko upravljaš skripto, je podobno. Ključno je, da tisto ogrodje okrog, ne, pač razložim v teh tečajih. Potem je pa na uporabniku, kakšne primere bom imel, koliko časa se bo s tem ukvarjal. Ne? Ja, super. David, hvala za te odgovore, pa bi jaz v bistvu na tem zaključil in bi kar rekel, da gremo na naslednji sklop in to so priporočila. Mislim, da si David že nekaj omenil, da boš izvajal neko izobraževanje. Mislim, da je to kar dobro priporočilo, pa ali mogoče o tem kaj več poveš. O mojih projektih in o objektih, ki jih imam narejene, to v bistvu vse informacije najdete na moji spletni strani beamsoftdesign.com. Drugače pa na Pilonu organiziramo, ko bo na Pilonu moč zvedeti, kdaj bo ta GDL tečaj. Predvidevam tam nekje v maju verjetno, tako da na Pilon se morajo obrniti interesenti. Lahko pa tudi name, imam vse te naslove na mailu david.lozej@siol.net ali pa gmail.com, pa lahko tudi mene poprašijo ali pa mi pošljajo mail naslov, tako da jih obvestim takrat, ko bo to pripravljeno. Bomo vse te stvari polinkali tudi v zapiskih, tako da poslušalce bi kar napotil na beampogovori.si. Tam bojo našli tudi te povezave na Davidovo spletno stran in od Pilona in še kakšno povezavo na program ali pa servis, ki smo ga danes omenili. Tako da jaz bi v bistvu s tem tudi končal in se, David, tebi najlepše zahvalil v bistvu za ta čas, ki si nam ga namenil in si nama v bistvu razkril del zgodovine ArchiCAD-a in del v bistvu tvoje zgodovine, kako si s tem sploh začel. Pa tudi v bistvu malo smo na koncu sicer bolj na kratk danes okoli BIM knjižnic, mogoče se kdaj spet bolj detaljno o tem lahko pogovorimo. Tako da za danes pa v bistvu... To je lahko tema za še kakšen pogovor. Ja, jaz verjamem, da bodo BIM knjižnice tudi širše vratale vedno bolj iskano znanje, ne? Prvič pa tudi v bistvu ali je to za ArchiCAD ali Revit ali kaj drugega.
tako da o tem bo vsekakor še govora na BIM pogovorih, tako da se tej temi ne bomo izognali. Tako da, David, najlepše hvala še enkrat. Hvala vama za povabilo. Najlepše hvala tudi v mojem imenu. Poslušalce pa jasno vam, da nam pošljajo kakšne vprašanja, kritike, pohvale. David, tebe lahko tudi jasno najbrž kaj vprašajo po mailih. Ja, seveda. Vse to, kot rečeno, bomo polinkali in upam, da bomo podobne pogovori speljali še kdaj. To je pa tudi vse za danes in slišimo se spet čez 14 dni. David in Robi, adijo. Lep pozdrav. Adijo.